Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 63. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat se mi je v studiu pridružil Tone Rode, direktor podjetja Družina, najbolj znanega po istoimenskem tedniku, a že dolgo ne več samo po njem. Tone je s svojo družino, tokrat mislim družino z malo začetnico, v Slovenijo prišel iz Buenos Airesa leta 2009 pri 40 letih. Že predtem pa je Slovenijo velikokrat obiskal in kot poslovnež prepotoval tudi velik del sveta. Morda ste opazili, da se pod njegovim vodstvom v zadnjih 15 letih podjetje Družina počasi, a vztrajno razvija oziroma preoblikuje. Kot boste slišali v epizodi, njihova filozofija že nekaj časa ni utemeljena zgolj na prodajanju revij in knjig, ampak gre veliko globlje. Tone skuša biti povezovalec te filozofije, pri tem pa mu, kot sam pravi, pride prav tudi to, da je pesnik. Pravi, da mora vsako podjetje seveda imeti v sebi veliko racionalnega, pokriti mora svoje številke. Po drugi strani pa mora imeti podjetje v sebi tudi nekaj pesniškega. Posedovati mora odgovor na potrebo po smislu, vedeti mora, na kakšen način služi svojim strankam. Tone temu pravi zdrava duša v zdravem telesu. Najin pogovor pa seveda ni tekel samo o podjetništvu. Tone je zelo vsestranski človek, kot boste slišali, pa je to dolžan čudovitim zgledom argentinskih Slovencev, ki so po drugi svetovni vojni bežali tja čez in ga, kot tudi njegove sovrstnike, močno oblikovali. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Tone, dobrodošel v Gorečem grmu. Živjo, kako si, Matej? Ej, kako sem? Zelo naporen je ta februar, to moram reči. Nisem pričakoval, da bo tako naporen, pa pri tebi. Tudi za mene. Mislim, od načrtovanja pa do pregledovanja vseh ciljev, ki smo si zastavili. Kakšen je cikel pri poslovnežih, recimo, ali pa pri tebi v takih večjih sistemih skozi leto? Katero obdobje prinaša več česa in katero manj česa? Glej, jaz sem zdaj ekipo navadil tako, ne. A veš, mi smo relativno, če hočeš, majhna firma v svetovnem merilu, ne, drugače pa precej kompleksna, ne, z različnimi dejavnostmi, kjer imaš na vsakem področju nekoga, ki je dejansko polno odgovoren sodelavec za tisto področje, ne, in imaš potem seveda medijsko dejavnost, tednikom in spletnimi mediji, revije posebej, knjižno založništvo, nastanitve, turizem, pa še lahko našteti prodajo, zastopstva in tako naprej. In dejansko, da ta zadeva utripa kot ena sama žival, če hočeš, ne, kot en organizem, je nujno imeti suverene posameznike, ki dejansko samostojno vodijo svoja področja, hkrati pa, da imamo dovolj trenutkov za koordinacijo v letu, ko se skupaj dobimo in smo en duh, ne, v eni firmi. In če me že vprašaš, kdaj so ti trenutki za nas, je ključen 3-dnevni kolegij v septembru, kjer mi dejansko vsako leto zastavimo že vemo, kako nam je šlo v tekočem letu, kakšne cilje si želimo postaviti v prihodnega. Ne? Takrat šele obrise, več ne gre za finance, gre za to, gre za v bistvu, mi tem rečemo, jaz imam tukaj nekako razdelano to tako, ne? Mi imamo strateške cilje na 5-letni ravni, potem imamo iniciative na letni ravni, ki se pa razčlenijo potem v prioritete in v projekte. In vsak član naše ekipe je pol odgovoren za svoje prioritete in projekte, ki so pa kvartalne narave. Ne? Tako to zgleda. Potem pa imamo dejansko tedenski kolegi, kjer se na hitro zmenimo o tekočih zadevah, mesečno revizijo rezultatov, pa malce daljšo kvartalno oceno stanja in pogleda naprej. Ne? Tako nekako je, a ne pravijo, da je sestankovanje, če ga ni preveč, ga ne sme biti preveč, mora biti pa prava doza. Ne? To je v bistvu, bi rekel, ta sistem, ne, obtoka krvi v organizmu. Ne? Če tega sestankovanja ni, nekaj manjka. Koliko je kolegi sploh velika ekipa? Kakšne funkcije so to not?
Mislim, tukaj imamo eno matrično organizacijo, v glavnem imamo vseh teh 6 poslovnih dejavnosti, potem pa še neke križne, horizontalne funkcije, ki so povezane s prodajo, marketingom, računovodstvom, tehniko, IT-jem in to. Kjerih 6 pa je, vsi družino poznamo po časopisu, kjerih 6 dejavnosti? Sem nekako že omenil, imamo v glavnem medijsko dejavnost, v kateri imamo tednik Družina, pa spletna medija družina.si in aleteja.si. Van spada tudi trženje oglasnega prostora, tako tiskanega kot spletnega. Potem imamo revijalni program, seveda, pa knjižno založništvo. Pod knjižno založništvo pa razumemo, da spada tudi naša trgovinska dejavnost. Naša trgovinska dejavnost je pa sestavljena iz prodaje na debelo in na drobno. Na drobno bi bile to naše fizične trgovine na različnih mestih po Sloveniji, od Ajdovščine preko Ljubljane do Novega mesta in Murske Sobote. Ampak danes vse bolj so to tudi spletne trgovine. Tam pa imamo jedrno spletno trgovino za družino.si, pa potem specifično spletno trgovino za Aletejo, pa trgovino za splošno javnost pod imenom maladarila.si in še razvijamo različne spletne trgovine za različne segmente. Sem spada tudi e-mail marketing, pa telefonski studio in še kakšni drugi fizični kanali. V trgovinsko dejavnost pa nenazadnje pa še tudi naša dejavnost zastopstev različnih izdelkov, darilnih izdelkov, med njimi mogoče nekateri poslušalci poznajo te darilne figurice Willow Tree. Tukaj je družina ekskluzivni zastopnik za izdelovalca teh figuric za celotno regijo, tako da pokrivamo tudi Hrvaško in še kakšne druge trge. Ampak, kar sem te prav zdaj slišal, so zdaj prišla do 3, se pravi... Potem pa pride še turistična agencija Trud, ki je vhodna in izhodna. V tem smislu vozimo Slovence po raznih koncih sveta, vse bolj se pa ukvarjamo tudi z vhodnim turizmom, incoming turizem, kot se reče, da v Slovenijo vabimo različne tujce. Ne samo v Slovenijo, danes seveda ta posel ne moreš zastavljati samo za tako majhno državo, kot je Slovenija, ampak ponujaš programe, ki so lahko regionalne narave, ki zauzemajo in seveda specifične, eventualno za različne ciljne publike. Mi se še posebej zanimamo za to, da bi razvili romarski turizem tujcev v Evropo, pa vedno s kakšno postajo tle, v bližini, če se da, pa v Sloveniji. Pa sem pozabil še na novo dejavnost nastanitev, preko katere želimo ovrednotiti določene prazne cerkvene nepremičnine. Začeli smo z lastno nepremičnino, bivše uredništvo na Cankarjevem nabrežju 3, tam smo vzpostavili apartmajsko dejavnost, ki zelo, zelo dobro posluje, in nadaljevali potem tudi z oddajanjem sob na kakšnih drugih lokacijah in to bo dopolnjevalo v prihodnosti tudi našo, če hočeš, incoming dejavnost. Tukaj si zadnjič omenjal eno zanimivo idejo, se pravi opustela župnišča, da bi vi pripravili radi model, tudi kako tako župnišče spremeniti v neko romarsko destinacijo oziroma nastanitveno in da bi potem v bistvu tudi lahko župnije se malo iz tega financirale. Ja, skozi se s tem ukvarjamo, ne samo župnije, tudi redovi. Meni se zdi pomembno, da se nekako z vsebinami napolni določene lokacije, ki trenutno so v nevarnosti, da se predajajo na trg, da se bodo mogoče celo prodale. Mene kar srce boli, ko pomislim, da so prejšnje generacije katoličanov, slovenskih katoličanov zavzetostjo zbirale in pomagale vzdrževati in razvijati cerkev na Slovenskem. Odust je male, Ja, zdaj pa poklicev je manj, potreb, mogoče tudi kar zadeva prostorov, je tudi manj, ampak mislim, da je tukaj tudi eno resno pomanjkanje idej. Recimo zadnjič, in to bo tebe zelo zanimalo, ker delaš čudovito na tem svojem področju, pa mogoče lahko tudi kdaj kaj skupaj naredimo na tem področju, vse bolj
me skrbi in prav razmišljam, kaj se dogaja z našimi mladimi. Ti imaš veliko otrok, jih imam 5, in pol vidiš, kako se s to generacijo na trgu nepremičnin dogaja. In kako težko je priti do prvega doma, kjer bi si dva mlada, ki bi se mogoče eventualno prej poročila kot sicer, kako težko je najti tisti prvi dom, Ja. Pa vzeti v najem ali pa kupiti. Danes so cene takšne na trgu, da so dejansko nemogoče za novo generacijo. Ob tem pa pomisel, kaj se dogaja v teh naših krasnih, če hočeš, celo srednjeveških mestnih jedrih. Ja, vse je prazno. V glavnem pa kupujejo te nepremičnine, mogoče kakšni tuji ali pa slovenski investitorji, ki dejansko tudi te nepremičnine puščajo prazne. Jaz mislim, da tukaj bi se mogla tudi nenazadnje politika in cerkev hitro razumeti, da je v skupnem interesu, če na nek način neke prazne stare stavbe zapolnimo z vsebino, s kakšno vsebino, s tem, da se mladi selijo v stara mestna jedra. In da se tukaj dejansko omogoči to prvo bivanje, recimo za mlade pare, ki začenjajo skupno pot. Jaz mislim, da je to dobro za, če hočeš, mestne župnije, pa je to dobro nenazadnje za same občinske. V Novem mestu so zdaj en tak projekt izvedeli. Izvrstno. Jaz sem tudi sam razmišljal, sem rekel, mi smo kot firma, družina, zdaj se ukvarjamo s turističnimi nastanitvami. Imate pa še tak ime, A veš, to je del poslanstva, če rečeš, pol je skrb za družine, tudi za te nove družine, da bodo še slovenske družine v prihodnosti lahko začenjale svojo pot in res mislim, a veš, ko prideš v neka leta, ko nisi več ti v tisti vlogi, ampak vidiš svoje mlade in druge mlade, ki so... ki jih še bolj, na svojih otrocih te še bolj zaboli. Absolutno. Ker ti se že preguraš, na njih pa vidiš, da in te zaboli. Tako je. Pa mislim, da je res priložnost. A veš, kjerkoli in kadarkoli je bila cerkev blizu ljudi, tudi v zgodovino poglej nazaj. Mi brez cerkve na Slovenskem bi težko bili takšen narod, kakršen smo. Težko bi bili izobraženi do te mere, kakor smo. In kadarkoli je bila cerkev blizu ljudem, je do neke mere tudi vznanjala Kristusa na naš enkraten način. Ja. In edino, kar moramo storiti danes, je pogledati, kje so te potrebe, kje so te dejansko skrbi, ki jih lahko dejansko v čist, bi rekel, duhu blagrov, če hočeš, ali pa v duhu vprašanj onkraj, ko nas bodo vprašali, kje si in kaj si delal konkretno. Ni treba kaj dosti v zgodovino pogledati, sam tukaj in zdaj pogledajmo, kakšne so potrebe in skušamo jih zadovoljiti. Ne toliko z besedo, ampak veliko tudi z dejanji. Tako je. Je bil en prostovoljc tezajski pri nas, v naši župniji, ki so bili od septembra do novega leta. Ja. In sem ga malo vprašal, kako oni svoje švedske perspektive vidi slovensko cerkev, in je rekel, tako, ne vem, saj ni šlo toliko lahko iz njega, ampak je rekel, tako veliko je nekih obiskov pri mašah, pa tega, iz njegove perspektive, ampak se pa pol čez teden to nič nikjer ne pozna, v smislu, maši ljudje pridejo, jaz sem ga tako slišal kot dejanj skupin, ki bi pa pol tako delovale, družbo kvasile, je pa pol iz tega ven zelo mali iz Evharistije ven. To je po eni strani boleče, hkrati pa navdušujoče, ker je resnica v tem. Ja. Veš, navadili smo se živeti razdvojeno. Konec tedna je takšen, med tednom se pa živimo svoje skrito življenje in življenje teče naprej. Ampak ti imaš ravno tukaj eno zelo močno drugačno izkušnjo. Najbrž, ko sva v podcastu Goreči grm, je bil eno tvojih gorečih grmov ravno ta argentinska izkušnja, ki si jo živel, ker je pa skupnost morala stati skupaj tudi finančno, in res zidati sama, dobesedno in vse, da ste ohranjali slovenskega duha. Ja, absolutno, tam je kopica neverjetnih vzorov, ki te izoblikujejo, ne moreš pomagati. Vse skozi se sprašuješ, kako biti vsaj, ne vem, prideti do kolena določenih ljudi, ki so ti bili vzor in v bistvu navdih. Pa so ti bili vzor
samo zato, ker si bil majhen, še mlad, ali so res bili čisto drugačni, kot jih Slovenija danes tukaj premore? Ne vem, a veš, vsak v svojem mikrosvetu zna, se sproti odloča, kaj pomeni v bistvu živeti pristno krščansko življenje, čeprav to zveni zdaj nekako, ne vem, bi rekel teoretsko, ne? Ampak, glej, jaz nisem, mogoče bi bilo prav, da pojasnim, da sem v bistvu generacija tistih najmlajših, ki smo še doživeli polnost slovenske skupnosti, v tem smislu, da malo katera generacija za nami je potem imela še privilegij v polnosti uživati tisto generacijo povojno, intelektualcev, ki so se še razdajali mlajšim. Ne. V tem smislu sem jaz šel skozi osnovno sobotno slovensko šolo, pa srednjo sobotno slovensko šolo, pa še skozi visokošolski tečaj, tok in tok let slovenske zgodovine, teologije, filozofije, bi rekel, ki so jo predajali res veliki ljudje. A ne? To so bili po večini begunci še. To je bila tista prva generacija, v bistvu vse veš, kako je bilo. To so bili v bistvu tukaj vzgojeni intelektualci, ne? Ali pa potem med vojno vzgojeni, ljudje, ki so v bistvu v taboriščih imeli nekak starost tam srednješolca, potem pa faksi mogoče še v Gracu, a veš, preden so šli čez, a ne, onkraj oceana, a ne. Ampak moram pa to pojasniti, a veš, jaz sem tista generacija, ki je v bistvu po eni strani to danes vidim nazaj, to neizmerno bogatstvo doživljala in bila vpeta v nešteto različnih dejavnosti. Za mene se je dan šele začel, ko sem na faksu nehal ali pa službo nehal, to je bilo pol še en dodaten šiht v skupnosti, a ne? Ja. Zbori, gledališča, sam pol dajaš naprej in vodiš različne dejavnosti v skupnosti, ampak hočem pa to povedati, moja tudi, če hočeš, publicistična pot se je rodila v močni kritiki do teh predhodnikov. Ne? Jaz sem skozi nekako zagovarjal, kritiziral okostenelost skupnosti, ki je dejansko se videla kot neke vrste alternativa režimu tu in je hkrati mogoče na poti pozabila na človeka. To moji tisti prvi članki, eni so mi včasih, drugi pa ne preveč. Ampak danes, veš, ko priješ v ta leta, spomnaš, da mladostnik si mora stavljati vprašanja in to jaz v bistvu res cenim pri svojih otrokih in pri vsakemu sodelavcu, ki k nam pride na družino. Mi rabimo persone, osebnosti, mi rabimo ljudi, ki razmišljajo svojo glavo, če hočemo kam prideti. Koliko si bil to star, ki si bil upornik? Ja, tam od 16. do 22. leta je bila to ena faza, ko v bistvu sem stalno pisal in tudi se oglašal v različnih medijih slovenskih, tamkajšnjih, in pač postavljal pod vprašanje ustroja same skupnosti. V marsičem sem bil mogoče krivičen, Zorko se me bo spomnil, Simčič, odpustite mi, dragi Zorko. Ampak hočem reči, sem pa res spodbujal razmislek, in da ne pozabimo, da imamo vedno, če hočeš, Boga v središču, Jezusa v središču in človeka, posledično pa človeka. A veš, ta moj, bi rekel, moj prvi verzi, v prvencu Zenice, tvoj sem, čeprav nisem vrela pristaniška kri. Bakar na licu, jugovzhodnik med lasmi, tvoj Slovenec Buenos Aires, tvoj utrip je moj utrip. Torej, če iz te pesmi razbereš, ta želja potem, da se prepoznaš v celoti in da sprejmeš vse, kar si prejel, tudi skozi tragiko druge vojne, ki je peljala našo generacijo in generacijo pred nami v neke tuje dežele, ki so postale del tudi nas, se mi zdelo pomembno ne zanikati ničesar, in ne živeti v nekem namišljenem, bom spet izrekal krivice, v nekem namišljenem, idealnem, ideološkem, če hočeš, svetu, ampak na realnih, resničnih tleh
bivanskih tleh, če hočeš, ne, ki sprejemajo dejansko vse korenine, iz katerih izhajaš. A ne. Ja, druga generacija migrantov je čist druga logika kot v generaciji. Ne? Jaz sem tehnično druga, a veš, čeprav starostno moji sovrstniki so že tretja, ampak ker sta se jata pa mama pozem poročila, sem pač druga. Dej, poskusva še strukturirati malo tole tvoje. Se pravi, ti si bil rojen leta 1969? Ja, 11. januarja. Si potem v Slovenijo prišel pri 40 letih, ja, 2009? Tako je. Ampak kdaj vas zdaj to iti, kar sem te že zdavni mislil vprašati? Se pravi, ja. v eni prejšnjih epizod sem imel dva gosta, ki sta zapustila svoj kontinent, tudi Argentino, kot mladi osebi. Ti si pa takrat že kar številčno družino tudi mogel prestaviti iz Argentine v Slovenijo. Ne? Kako je to izgledalo? Kakšni so bili izzivi, kakšni so bili dvomi? Mislim, po eni strani izziv in lahko tudi rečeš težek izziv, predvsem za mojo ženo, za Kristino, ki je na svojih plečih in v svojem računalniku in zapiskih imela vse, kolikor se da, urejeno, ta prehod, recimo tudi v tem čist logističnem vidiku, a ne, kako zdaj. Ona je projekt vodila. Ona je projekt vodila, brez ne bi bilo mogoče, res ne. A moraš verjeti, 5 otrok, pa še psa smo pripeljali čez. Ampak dobro, v nekem smislu, veš, mi smo veliko prihajali v Slovenijo že prej, poslovno sem zaradi svojih odgovornosti v teh različnih družbah, v katerih sem deloval, v Evropo prihajal 3-4 letno in sem potem tudi vedno skušal past v Ljubljano, pa imeti kakšen večer na Novi reviji, ali pa veš, skušal sem ta svoj tudi literalni moment nastopati, imeti predstavitve, izdajati, objavljati v raznih medijih in to sem potem, na tak način sem pletel vezi in v nama je pa, bi rekel, že dlje časa tlela, ne želja, ampak zavest, mogoče sva bila tako vzgojena, tudi Kristina Kremžar, hčerka Marka Kremžarja, da sva na nek način čutila, da je ta neželjen krog, ki so ga začeli naši starši, ko so bežali in so potem mislili, da bodo za 14 dni nekje na Koroškem in so potem po 3 letih rekli, da nazaj se ne da iti, gremo čez nekam v neko Argentino, eni so šli v Kanado, drugi v Ameriko. Da nekako to za naše otroke zaključva. To mi je, dragi prijatelj, vse skozi smo tudi pleteli vezi z oba, tudi Kristino je zelo zanimal ta živ stik s Slovenijo. Ne s to idealizirano Slovenijo, katero so mogoče, je naša generacija pred nami zapustila, ampak pač to stvarno, živo, tudi mogoče v marsičem neprijazno in neravno vabljivo Slovenijo, ampak doživetijo, ne, v mesu in krvi, ne. In zato sva tokrat, recimo, Taka kot pač je. In potem smo večkrat, a veš, naše počitnice dol in tudi investicije, a veš, ko bi lahko šparali za kaj drugega, smo s celo družino prišli čez lužo in tle preživeli mogoče 3-4 tedne, 5 tednov tudi včasih. Pa so naši otroci hodili na oratorije, na Rakovnik, recimo, po dobroti dobrega prijatelja, ki sva mu res veliko dolžna, Matiji Ogrinu. A ne? No in hočem reči, in ti živi stiki s temi prijatelji, ki so postali potem del naše mreže. Ne? Enkrat mi je eden izmed njih, dobro, prav Matija rekel, upam, da ne izdajam nekega zelo osebnega komentarja, ampak vidiš, Tone, s Kristino morata tako zaključiti. In to je imelo ves smisel, a veš. Nekako imaš, vedno ponavljam to, da v določenem obdobju življenja otrok imata starša odgovornost, da jih peljeta po določeni poti in da jih tudi postavita na določena tla. Od tam naprej so pa svobodni, da se razvijajo v katerokoli smer želijo. Ne? In midva sva čutila na nek način, da morava tudi zanje in zase
ta krog zaključiti. In to zdaj, ne, ker drugače bo prepozno, ne? Ja, iskreno, jaz sem imel že druge ponudbe za neka druge odgovornosti na različnih branžah, že leta 2006, pa že prej, tako da to ni bilo neko novo iskanje, ampak klic, da sem povabljen, da sodelujem pri razpisu za direktorja družine, ko sem pa kar naenkrat rekel, wow, to bi pa pomenilo, da svoje menedžerske in liderske in poslovne sposobnosti kar naenkrat povežem z dejavnostjo, za katero sem itak pripravljen brezplačno delati in sem vse življenje na ostalih področjih delal, to je pa sanjska služba. Ne? In pa sem kandidiral, sem pripravil strategije in očitno je bilo tukaj zaznati nek pozitiven odziv na moje predloge in ideje. In tako se je potem na določeni točki prišlo do podpisa pogodbe in sva v nekem smislu midva s Kristino imela privilegij priprave prihoda. Tega marsikdo, ki je šel v drugačnih razmerah iz Argentine, mogoče tudi iz ekonomskih razlogov, midva nisva bila v taki situaciji. V bistvu služba te je čakala. Služba me je čakala, dejansko je bila že pogodba podpisana toliko mesecev prej, da sva si zelo prvošla, da sva prišla in rekla, kje bomo živeli, pa jeva potrkati na vrata župnije, pa pogledati, če imajo skavte, če je sveža, taka mlada skupnost, kjer bodo naši otroci res lahko zaživeli. Sta gledala tudi na to. Pa jeva potrkati na vrata šole in malo začutiti, kako utripajo, kako se bodo odzvali na zdaj neko družino, ki prihaja iz Argentine. In tako je, in pa potem pa tudi, seveda, spet možnost, vsak te možnosti nima, da rečeš, dobro, bomo prvo leto vzeli v najem, eno stanovanje, hišo, karkoli že, in videli, kako se znajdemo tam. In če tam ne bo šlo, gremo pa morda kam drugam. Sam Bog je tako hotel, oziroma nas je tako imel rad, ali kaj, da smo že prvi mesec videli, da je to, najdel hitro prijateljstva in zaživeli novo življenje, hkrati pa ob zavesti, da vseeno smo dvoživke. Jaz imam zelo močno utrip Buenos Airesa. Utrip Buenos Airesa, pa tudi občutek, tega občutka, da v Buenos Airesu živi moja razširjena družina. To so moja razširjena družina. Kdorkoli pride iz Buenos Airesa, se razume z mano na poseben način, se jaz razumem z njim. In pol, ko smo prišli sem pa začutil spet odgovornost, kako vračati, kako narediti, da bi na nek način te žive stike, ki jih zdaj mi tukaj doživljamo, omogočil v tisto smer tja. Se je res, da se je z osamosvojitvo Slovenije, z prepoznavnostjo Slovenije kot države, se je veliko tudi ljudi, ki so bili včasih oddaljeni, pa se niso imeli za Slovence, kar prepoznalo v slovenski identiteti, ne glede na to, ali govorijo jezik ali ne, razcvet tega izseljenskega prostora. Ampak ne nazadnje pa je hitro prišla na vrsto lahko nevarnost, da živijo oni svoje življenje, financirano strani nekaterih inštitucij, ki so zdaj pa imajo posluh za njih, ni pa te žive izmenjave osebnih stikov. In zato sem se spravil v bistvu na družini, malo sem direktor, malo sem urednik, malo sem pa tudi vodnik, vodič v Argentino. In sem dejansko kar nekaj, že čez 100 romarjev, potnikov je z mano šlo na te romarsko-potovalne programe k Slovencem v Argentino. Meni se je zdelo zelo pomembno, da se tudi te nove vezi spletijo. Se spomnim Milana in Silve Matos, če me posluša, ji pošiljam en močen objem Silvi, ker koliko ljudi smo se sprijateljili, prav tako, smo prijateljili, ker smo skupaj šli tja k Slovencem in so se tam spletle vezi med nekimi relevantnimi osebnostmi tu in onimi tam. Še ko so bili nekateri ti velikani še živi. Zdaj v glavnem prevladujemo že mi, ki smo niti 10% tega, kar je bila naša prejšnja generacija, ker se
z vidika intelektualne moči in sposobnosti tiče. Daj povej, kaj je tisti generaciji, ki jo tako občuduješ, dalo to moč, ki pač zdaj ni več? A je to taboriščna izkušnja, ali je to predvojna Jugoslavija, ali so te ljudje enostavno toliko mogli v življenju brcati ves čas, da so se toliko močno osebnostno razvili? Kaj te je toliko fasciniralo? Kaj so bili tvoji goreči grmi s temi ljudmi? Se spomniš, ko sem ga srečanja v Argentini, ki pa te je totalno zaznamovalo? Pa je bilo samo eno mini srečanje ali pa srečanje z enim človekom, najbrž gospod Kremžar kot velik ekonomist, ker tudi sam najbrž veliko stvari zdaj podobnih delaš, ali kaj, tako si predstavljam? Ali... Mislim, kot osebnost, absolutno Marko. Absolutno, Marko je moj tast, se nisem poročil hčerko, ker sem z Markotom prej poznal, ampak s časom, ko sva v tem času, ko je bil moj tast in smo skupaj živeli in sva postala res prijatelja. No. A ti je bil tudi poslovni mentor, si se veliko od njega učil? Ali? Poslovni mentor niti ne toliko, ker tam sem imel pač ne Slovenca za res zelo... Aha. Človeka, ki me je zelo zaznamoval na tej poti. Ampak sem pa občudoval njegovo delovanje na področju politike in ekonomije. Kot ekonomista sem ga dejansko res zaznal. To njegovo navdušenje nad družbenim naukom cerkve, nad socialnim krščanskim naukom. To njegovo globoko poznavanje, midva sva to skozi debatirala in srkala in meni je res žal, da nekaj njegovih knjig še zmeraj ni posodobljenih v ta jezik in kako smo dejansko mi nekako zgubili zavest o vsej tej naši tradiciji zadružništva in krščanskega ustroja, načina, kako organizirati družbo na človeku prijazen način in prepustili dejansko drugim krogom, Pač prav to pobudo, ki je v samem jedru naša. No? Ampak zdaj, če me vprašaš, kaj me je zaznamovalo, jaz mislim, da te ljudi je zaznamovala preizkušnja neželjenega, eksodus. Nisem objektiven, bom svojo izkušnjo povedal, mogoče pretiravam, ampak v nekem smislu je to svetopisanski eksodus. In jaz to doživljam, mislim, ta skupnost je doživela nekaj podobnega kot tisto ljudstvo izraelsko, ko je v bistvu moralo nekam v neko puščavo, ne vedoč kam gre in zaupati v Gospoda. Sam smer je bila obratna, ne? Smer je bila obratna, ni važno. Tisti so šli na boljši, Tisti so kao šli na boljši, ampak to se je izkazalo, se veš, 50 let kasneje, ne? Pa tisti, ki so šli, niso kaj prišli, ne? Lik zdajle delam Bible in a year, in sem sredi unga peteroknjižja, 5. knjiga, ne? In to zdaj doživljaš res, kako Bog vzgaja te ljudi v to, da so svobodni. In kaj pomeni biti svoboden, kaj pomeni živeti po božjih pravilih, da si sploh lahko svoboden in kako je v jedru te svobode v bistvu svoboda do slavljenja in češčenja Boga, ki je v samem jedru tiste pristne odlepljenosti od malikov. No? To so nekako ti ljudje doživeli, eni več, eni manj, ampak ko se mogoče označuje, ne vem, lahko bi kdo rekel, ja pa to je neka, ne vem, zadrta politična skupnost, desna skupnost, ki je protikomunistična in seveda vse to tudi bila, mislim v tem smislu političnega angažmaja proti določenim ideologijam. Čustveni odziv na tiste, ki so jih ven brcnali, je bil gotovo močen. Ne? Ampak ja, na začetku, ampak jaz bi rekel, tega ne razumeš. Če ti ne razumeš, da je Tine Debeljak napisal Črno mašo par let potem, ko so še bile odprte rane tistih 12,000 pobitih in je tam iz te knjige veje globoko krščansko odpuščanje, da jaz v svojem življenju nisem nobenega od teh starejših slišal nič žalega reči proti nikomur. Svojim krvnikom. Svojim krvnikom. A veš, judovska skupnost ima tak pristop, zdaj sem
A veš, papež Frančišek zelo omenja tega misleca Jošuo Hešla. In on ima to, družina je izdala knjigo o soboti. Ne? In v tisti knjigi tudi nek podobna misel. No? Taka preizkušnja, ko si ti izgnan iz nekega soli, iz nekega fizičnega ozemlja in moraš zaživeti svoje vrednote v času, kjerkoli si, v okoliščinah, ki so ti na voljo, ne? Te v bistvu prečistijo. A veš, ta logika posedovanja prostora se nujno preoblikuje v posedovanje časa, v izkoriščanje časa za to, da živiš tiste vrednote tukaj in zdaj, ko jih lahko, kjerkoli že si, ne? Ni naključje, da je Marko Kremžar napisal, a veš, to himno, ki jo zdaj pojejo izseljensko, ne? Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te s seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. To je stvar, to je v bistvu proces, ne? Proces In zato tudi, proces odlepljenja od določenih dejavnikov, ki še danes, neko našo družbeno stvarnost v Sloveniji krojijo in iz katere se ne moremo iztrgati. Zato v nekem smislu, ko poudarjam jaz to svojo tudi, če hočeš, absolutno slovenskost, verjamem v svetopisemske družine in verjamem, da prihajam skozi to deblo mojih starih staršev in mojih korenin, sem trdno usidran tja, ampak hkrati pa me je izoblikovala stvarnost, ne, kjerkoli sem že bil, predvsem pa rojstvo v Argentini, ne. In to velemesto, in to mešanje kultur, in to prepoznavanje dragocenosti čudovitega božjega stvarstva skozi različne kulture, barve, kože, čutenja, ki jih ti različni ljudje premorejo. Ne moreš več biti takšen, kot si bil, ne, ko si šel skozi to izkušnjo. In mislim, da je to tudi zaznamovalo naše starejše. Ne glede na to, da so prihajali, ne, iz nekega sna ker zato so pa res živeli, ne, ta prva generacija, kako pomagati Sloveniji do demokratizacije, kako pomagati Sloveniji do suverene, svobodnega življenja. Se mi zdi, da ste res mogoče malo bolj svobodni, to, kar si prej govoril, v eni nenavezanosti, pa v eni misli, malo bolj liberalni na nek način tudi, ne? Mogoče. Ne vem, težko je o tem zdaj govoriti, ko imamo tako hudo pomanjkanje dialoga v slovenski družbi, ne? Ko v bistvu smo nekako plemensko razdeljeni na levo, desno, pa še na desni smo razdeljeni na bolj pripadne, manj pripadne, tipa A, B, C po krvni skupini, a ne? In veš, ta članek, ki je bil zdaj pred kratkim v družini objavljen, na družini.si, ampak se ne bom spomnil, kdo ga je napisal, ampak da v bistvu v tem trenutku potrebujemo skoraj več znotraj cerkvenega ekumenizma, kot pa zunaj cerkvenega, ne? Da smo po eni strani v cerkvi, po drugi strani pa tudi v naši družbi tako potrebni pogleda drugega, ne? Jaz vem, bo to za tiste, ki razumejo, da tranzicija v Sloveniji ni bila končana, da ni prišlo do prečiščenja in spoznanja resničnosti zgodovine in vsega, kar se nam je v polpretekli zgodovini zgodilo. Ampak vseeno pa mislim, da je izziv tvoje generacije v bistvu, ker mislim, jaz sem zdaj v zrelih letih, težko se s tem sprijaznim, ampak v bistvu dejstvo pa je, a ne? Da mora pa zdaj tudi tvoja generacija, Matej, in ti delaš veliko na tem področju, biti odprta za to, da se začenjamo poslušati. Ukolikor seveda ne vpijemo drug na drugega samih pamfletov, ker pamflet pa tudi ni dialog, ne? Ja. In dokler se ne bomo teh pamfletov otresali, bo dialog tudi težek, ne? Ampak kristjani moramo narediti tisti prvi korak,
pa biti izpostavljeni in ranljivi, pa čeprav nas recimo lahko kdo okoli prinese. Enkrat, dvakrat, trikrat, 10krat. Ja. To mora biti naš doprinos k boljši družbi. Ne biti na okopih, ampak mečken zapustiti. Saj to vidim, da imaš ti res v krvi. Zapustiti nekaj in drugam in tam delovati in se še vedno vračati tja nazaj. To mi je bilo zanimivo, ko sem poslušal intervju s teboj. V Argentini si ves čas prizadeval za stike s Slovenijo, v Sloveniji si ves čas prizadevaš za stike z Argentino. Kolikor se da, moji prijatelji dol bojo rekli, majata, to sej se nič ne briga več za nas, no. Ampak jaz upam, da se le, pa da le po svojih močeh naredim, kar se da, ker se tudi zavedam, kaj vse je še potrebno tukaj narediti. Mogoče še nekaj, s čimer me je ta generacija pred nami navdala, je z nekim občutkom urgentnosti. Tukaj živimo teh 70 let, 80 let, če smo krepki. Dragi moj, vprašaj se vsak dan zjutraj, zakaj vstajaš? Pa kaj moraš danes narediti? In to, kar mi je rekel svoj čas moj tast, to ne spomnim se, noben dan se ne ponovi, noben let se ne ponovi, nobeno leto ni enako drugemu. In to, kar ti lahko danes narediš, za to boš odgovarjal. Pa spet ne tega delati z nekim občutkom janzenističnega, samo potrjevanja v tem smislu, Slovenci imamo to, bomo spoštovali vse predpise in ko bomo prišli pred Svetega Petra, bomo potrkali na vrata pa rekli, glej, vse to sem spolneval, na delah sem hodil hmaš, vse sem naredil, kaj je bilo tega, zdaj me moraš pa spustiti noter, če ne tem pa boksnu, Mislim, tak občutek imamo mi, da bomo s svojimi deli nekaj dosegli in jaz sem pa bolj na tej strani zaznavanja in če sem bil svoj čas mogoče ena izmed verjetno mojih težav ali hip je neka zaverovanost vase, nek zdrav ponos, ki pa je včasih bil tudi lahko se razvil v neko nadutost. Vse bolj skozi življenje mi je najbolj dragocena misel ta, da brez njega nič ne moremo in da res vsak dan začnemo znova tako, kot da vse njemu prepustimo in naj on skozi nas dela. In da naj nam odpusti grešnikov in naj upodobi naše srce po njegovem srcu. To mi je edina molitev, ki me res postavi na tisto mesto, iz katerega si lahko rodoviten. Ko si govoril o kristjanu kot izpolnjevalcu kljukic, na drugi strani tega spektra jaz vidim ustvarjalnega kristjana, ki zaradi tega, ker je ustvarjalen, tudi kdaj brcne mim. Greh naredi zato, ker brcne v temo, Ja. Ampak je ustvarjalen, ker v tem novem svetu se ne da biti kristjan na isti način kot pred 30 leti. Če ne drugega imaš internet, vse stvari tam gor, ne moreš na isti način se... Absolutno ne. Pa veš kaj, Matej, se mi je dogajalo, ko sem prišel sem, to so bili časi, ko je bila tukaj tista finančna kriza, veš, 2009, od 2009 do 2012 so bile, ne vem, se spomnim Celovška, one trgovine tam ob cesti, mislim, to je bilo vse prazno. Noben ni jemal najem za nobeno trgovino, In pol vsak, mislim, greš s 5 otroki, ne vem, po eno pico, eno gostilno, pa te vprašajo, a mogoče, ne vem, so zaznali kakšen naglas, kaj pa vem, Ja, kaj pa vi tle delate, kako ste se, prišli smo v Slovenijo, Ja, kaj pa tle delate, pejte nekam v kakšno drugo državo, to tukaj ni vredno živeti, Res ta občutek je bil takrat, Je bilo, jaz se spomnim, sem kot mladinski delavec delal in ker je bila brezposelnost mladih zelo velika, je bilo zelo veliko. Ena generacija je res to trpela, ta milenici bi rekel, že. Oni so res živeli na SP-jih pa na študentih dolg časa prej so lahko prišli naprej. 5, 6, 7 let generacije. Ampak zakaj sem to pravil? O tej ustvarjalnem krščanstvu sem govoril, pa o izpolnjevanju ključ. No ja, a veš, in skozi sem pa še nekaj drugega poslušal. Vsakeč, ko sem kakšen ugovor, veš, pa to pa dajmo se na tak način narediti, pa na drug način, pa veš, delal sem v Argentini, pa v Braziliji, pa v Čilu, pa v ZDA sem imel veliko stikov, pa v Evropo sem hodil in
tudi seveda se družil z ljudmi, s katerimi smo imeli podobne vrednote v drugem poslu, ampak takoj se katoličan ali kristijan najdeš. Ne? Prideš z velikimi idejami, pa ti mantro, ki sem jo skozi tle slišal, je, veš kaj, Tone, pri nas je pa drugač. V Sloveniji je pa drugač. Pa veš, da ni nič drugač, ne? Pa da danes v tem globalnem svetu... Mislim, drugače, če ne gledaš ven, ne? Ja, točno to. In v tem globalnem svetu v bistvu, veš, cel kup novih idej za, ne vem, oznanjevanje ali evangelizacijo, ali pa, ne vem, zdajle sem pripeljal prijatelja iz Brazilije, ne, poslovneža, ki živi his way at work model v svoji firmi, postavlja Boga v središče svojih 500 zaposlenih, ne glede na to, ali so muslimani ali budisti, a ne? Kot si ti že prej povedal, radi živimo ta svoj ritem življenja, ki je zasnovan tako, da imamo neke obrede ob določenih trenutkih, naše življenje pa teče naprej, ne? In to bo izziv za nas, kristjane, v prihodnosti, ne? Ustvariti skupnosti, kjer bomo sprot dokazovali, da se da drugače, da se da žareti, ne? Ampak to je tudi najbrž tvoja mantra kot poslovnež, ne? Ker brez te mantre ne bi preživel kot poslovnež. Tam je treba stalno inovirati. Ne? Kakšen je tvoj odnos do inovacij v poslu? Ker vem, da si tudi govoril, ne? Da je stalno treba iskati. Ne? Kje je Bog, pa kje je inovacija. Kje je novo, pa kje je tradicija. Ne? To je meni, najbolj sem srečen, ko razvijam. A ne? Najbolj sem srečen, ko lahko delim nove ideje z ljudmi, ki delijo to mojo strast, a ne? In moj cilj na družini, in kjerkoli sem bil, je bilo ustvariti take ekipe, ki imajo res strast do tega, kar delajo, čutijo predvsem poslanstvo naše družbe, potem pa veliko svobode, da si kreativen in da skupaj delamo kot eno in enakovredni člani ekipe. Ne? Ja. In tako se rojevajo nepredstavljive nove ideje. Veš, pač brez veze, da poglejte si na družini.si ali pa kje koliko novih revij, pa kakšne nove koncepte, pa razvoje smo začeli. To je sad skupnosti, ne? Sad razvojno naravnanega občestva, ki utripa skupaj in si upa, ne? In si daje koražo drug drugemu. No? Ja. Ta pozitiven duh mora tle biti. Meni je bilo zanimivo tisto, kar si mi govoril o teh na nek način koncentričnih krogih, ne? Da družina kot tednik je za tisti najožji krog, rečemo temu nedeljnikov, predanih nedeljnikov, ne? Ampak da brez samo z tem je družina lahko neko mikropodjetje, ki pada skupaj z deležem nedeljnikov v Sloveniji, ne? Ampak da oznanjevalska mrzlica, bi lahko temu rekel goldaš, ne? Te pa sili tudi v širše kroge, ne? In pol en krog širše je Aleteja, ne? Ki še vedno oznanja, pa tako ne, ampak pol so pa še do vsega širšega, ki si pa se mi zdi tako nekako utemeljeval kot vse, kar je lepo in resnično na nek način te lahko vodi k Bogu, ne? In da v tistem najširšem krogu, ki sploh ne prepoznaš več Jezusa na prvi pogled, ne? Je pa sam tisto, kar je lepo, resnično, ne? Ali je to turistična agencija, ali so to tisti izdelki Willow Tree, ali kako si ti predstavljaš ta marketinški lijak do Boga, ne? Se pravi, da ne prodajaš izdelka, ampak prodajaš Boga na nek način, ne? Jaz jih predstavljam kot stopničke v globino, veš? Ja. Ampak nekje tista prva mreža, tista prva nekaj te mora, nekaj lepega, nekaj dobrega, nekaj, kar je v globini resničnega, te privabi. Potem je pa naša odgovornost, da nismo sam marketingaši površnosti, ampak da imamo vzpostavljen model, ki ljudem pomaga, da grejo iz enega nekega mogoče malce bolj površnega članka o nečem lepem, okrasje doma, ne? V samo teologijo tega, kaj pomeni zdrava družina in zasidrana v Bogu, recimo. Ne? In zato pa te različne revije in različni mediji. Pa koliko ti teh krogov prepoznaš? Ali sploh so kot krogi, ali je to vse en kontinuum? A veš, kaj mislim? Prvi krog, drugi krog, tretji krog. A imate tako opredeljeno? Ne vem. Jaz, ko sem prišel na družino, je obstajal ta model. Ne? Družina je pač pastoralna pomoč župnikom. Ja. In v tem smislu se ukvarja stvarmi, ki pridejo prav v pastoralnem smislu. Ne? To se pravi, rabiš medij, torej imaš tednik. Ne? Rabiš še kakšno knjigo, ko bo kakšno stvar poglobila, torej imaš knjigo. In mogoče tu pa tam, kdaj še kakšno romanje organiziraš. A ne?
Se pravi, ste da zdaj v bistvu malo župnike na stran, Ne, to je absolutno še zmeraj. Če ste bili prej firma, ki je bila v pomoč župnikom? Ampak ni dost, Matej, ni dost, mislim, da moramo kot družba, jaz sem tukaj pristaš, recimo, ne vem, sej si bral mogoče The Benedict Option, ne, pa dobro, sej smo tudi tega avtorja objavili in izdali, mu bo delan krivico Rodu Dreyerju, če ga tako lepo nastavljam, to ni njegova misel, ampak ta misel, ki jo bom pa zdaj povedal, je pa precej prisotna v nekaterih katoliških krogih. Je pač svet okoli nas, je sovražen, zaprimo se v manjše skupnosti, druga ne preostane, pač bomo že preživeli in pol bomo, ker bomo pa tam močni, bomo pa izžarevali neko svojo moč, in bomo pa potem privabljali nove kristjane k nama. Jaz to razumem, pa mogoče, če kdo tako misli, bom hvaležen za kakšen odziv. Kristjani ne smemo vzeti pravice in tudi svobode do evangelizacije kulture. Da smo en glas več, ti ne moreš danes seveda z neko silo imponirati krščanstva. A ni to mal zakopati talent, da ga uštitam svoje obrede in svoje življenje peljal nekje v neki zakristijski skupnosti. Tega je Slovenija precej že izkusila v času prejšnjega režima, ko se ni dalo v javnosti nastopati. In jaz mislim, da tukaj gre za drugačne prijeme od teh, ki smo jih mogoče bili vajeni v preteklosti. Ampak vsekakor odzeti si pravico do tega, da imamo svoj glas, da oznanjamo. Družina je danes, mislim, da lahko rečem, tretja ali pa zagotovo izmed prvih knjižnih založb na slovenskem trgu. Ja, naša ambicija mora biti najprej seveda oznanjati Kristusa. Kako ga pa oznanjaš? Ga pa oznanjaš, kot si rekel, v teh koncentričnih krogih, na tak način, da vsekakor v tvojem knjižnem programu ima prostor lepo, dobro in resnično, ki je magnet za to, da te približa potem do tistih stopnič, ki te peljejo globje. In to je naše ključno poslanstvo. Jezus nas je poslal v svet oznanjati. To bi moralo biti v jedru našega krščanstva. Če ne oznanjamo, nismo kristjani, nam je to jasno. Ne, če smo obredno korektni, če vzdržujemo svoj super krasen krog zdrave družine in potem pomnožimo to krat 10 ali pa krat 20 in se teh 20 družin druži in ustvarja lep ambient za svoje otroke. Nič ni narobe s tem, ampak ni dovolj, manjka komponenta oznanjevanja. Ja, jaz se mi zdi, da pravi model je to, globoka ukoreninjenost zase v svoji skupnosti in širina navzven. Se pravi, biti zahteven do sebe in svojih, pa biti ljubeč in malo manj zahteven do tistih, ki so malo bolj daleč stran. A veš, pa če nekaj je, in jaz vem, da tukaj ne bo všeč to tradicionalistom v cerkvi, verjetno, kar bom zdaj rekel, ampak ker hitro zapadaš v to, da če hočeš oznanjati, Pavel je moral iti na Areopag pa govoriti grško, in je moral govoriti jezik tistega časa, tistega trenutka in razlagati Boga na način, ki so ga tisti Grki, na koncu ga niso v Atenah razumeli, in je šel v praznih rok lepo poražen, ampak je šel, je poskusil. In jaz mislim, da to je naša vloga tukaj, poskušati nagovarjati, govoriti jezik tega časa, jezika ljudi, ki so okoli nas in ki ga že jaz, recimo mlajšo generacijo Z in Alfa, težko razumem v tem smislu, da ljubim glasbo, sledim različnim trendom, se imam za poznavalca tudi modernejših in drugih zadev, ampak rečem, ko vidiš te naše mulce, imajo čist drugo estetiko in drugo razumevanje in hkrati pa kako v tem novodobnem, rapu in različnih zvrsteh glasbenih zaznavaš Božje. Koliko je tega danes? Kako Bog govori skozi različne človeške manifestacije, ki jim sploh ne znamo slediti, ker gredo mimo. In mi, kristjani, si tega ne bi smeli prvošati. Mi bi mogli vedeti, kje so tiste sledi in semena dobrega, resničnega in lepega, ki služijo za odskočno desko
da jim predstavimo Kristusa. Zdaj, ko si govoril, se mi je še ponovno spet ta ustvarjalnost in cerkev, pa tudi ustvarjalnost in posel, in pol tudi posel in cerkev. V smislu, ti si vsem direktor cerkvene firme, v lasti cerkve. In najbrž imamo toliko malo krščanskih poslovnežev, ker to je tudi ena od tvojih manjših strasti, je tudi krščanskim poslovnežem pomagati. Meni se zdi glih to. V Sloveniji cerkev je neki, tukaj je morala, tukaj so kljukce, posel je pa čisto en drug svet, tam je pa pač imajo stvari svojo dinamiko. Zdaj, kako to dvoje skupaj zliti, se mi zdi, da imamo kar težave v cerkvi in da ravno tukaj je tudi vam ta generacija, ta starih argentinskih Slovencev, najbrž dala eno rešitev, ko si govoril Kremžar z družbenim naukom cerkve, pa kot velik ekonomist hkrati. Kako to dvoje združevati? Oziroma, daj v biti osebna, ker so vseeno v izpovednem podcastu Goreči Grm. Kako ti osebno to združuješ, ker najbrž prideš v marsikakšne skušnjave, nespodobna povabila in podobno? A veš, v poslu ni nič drugače kot drugje v življenju. Ključ je zakaj, Ključ je zakaj se določenega posla lotevaš. In dobiček, uspešnost je posledica. Vedno, če se resno lotevaš določenega človeškega projekta, Ja. Kar vsako podjetje je. Ok, zdaj si dal nasvet, ga bom poskušal povedati. Posla se ne lotevaj zaradi dobička, ampak zaradi odgovora na zakaj. Ja, absolutno, zaradi odgovora na zakaj. In dejansko, pa nočem biti preveč kritičen, ker ne poznam podrobnosti, ampak če pogledamo malo nazaj na razne težave, ki smo jih tudi v cerkvi doživeli, Ja. A je bil jasen zakaj? Ja. A je bilo jasno, kaj želiš s tem doseči? A veš, farmacevtska industrija, ki ne želi pomagati človeku, da bo zdrav, to je fake. Je sprevržena. Banka, ki želi pomagati kmetu, podjetniku, obrtniku, mladim zakoncem z posojili, ki bodo nekje na srednji meji tržnih zmožnosti. To je dobro poslanstvo, ki ga ni potrebno spreminjati zato, da se ta dobiček dvigne. Mogoče bo ta dobiček nižji, ampak je poslanstvo sami, ta zakaj je tako močen, da lahko traja 100 in več let. S tem smislom so tudi v preteklosti, v 19. stoletju, pa zadrugami, pa z vsem tem, kar se je delalo, so bili ti zakaji tako močni, da so pol trajale družinske firme, cerkvene firme, zadruge, so imele en tisti globok zakaj, ki jih je pol peljal naprej 100 let in niso omajale svojega posla, bile seveda, kot vsaka firma, a veš, jaz to tudi svojim skozi pravim, šesico me, v tem smislu, da mi moramo biti najboljši v branži. A veš, zdrava duša v zdravem telesu. To se pravi, mi rabimo vedeti, kam hočemo, naša duša mora točno vedeti, zakaj smo tle, ampak če nismo zdravi v telesu, če ne moramo plačati dobrih, kakovostnih plač, oziroma vsaj povprečnih, če ne moramo za cerkev zbrati v taki firmi najbolj sposobne ljudi na svojih področjih in jih dostojno tudi razvijati, potem je nekaj narobe z nami. Ali pa, če nismo dovolj suvereni in samostojni, da dejansko mi, če se da, izplačamo kaj cerkvi, ali pa da vsaj nismo breme cerkvi. In da v tem smislu razvijamo. Bog pove, da tvoje poslanstvo je še malo zadodelati. Točno to. Drugače je to v bistvu, bi rekel, lažja pot. Pa se pa v nekem smislu, ne bom rekel, sprenevedamo, ampak mislimo si, da opravljamo neko hvalevredno službo, ko pa v bistvu, mislim, tle pol nekaj manjka. Ampak ni to dilema velikrat? Meni se zdi, da se to velikrat kot dilema prikazuje v Sloveniji in tudi tako, sam sem že bil večkrat pred to dilemo, pa vem, da obstaja rešitev, sam ne znam čisto vedno najdeti. Se pravi, ali se greš posel malo z dobrodelnostjo, pa boš imel malo manj, pa boš pol mogel malo stiskati zobe, pa tako, ali se ga pa greš zaradi posla, pa orang zaračunaš, pa ti je v redu. Se mi zdi, da se ta dilema včasih in tlele, se mi zdi, da imate vi, argentinski Slovenci, tisti, ki ste izkusili svobodni kapitalizem, vse en mal boljš rešen to. A mogoče zato, ker verjamemo v pozitivnem smislu, mislim, v trg, v tem smislu, da ena dobra value proposition, kot pravijo Američani, en dober vrednostni zakaj? Dober zakaj
bo tudi vreden svojega denarja, ne? In nima za to biti nefair cena, ampak na koncu, se veš, ceno postavi trg v tem smislu, da kdor nekaj predlaga in če je na drugi strani nekdo, ki si to želi za to ceno, ki jo predlagaš, je to fair odnos, a ni? Mogoče res verjamete v trg, ampak če bi v politiki stvari tako delovale, ne vem, če bi volili take ljudi kot jih velikrat, ne? A veš, kaj mislim? Na trgu so manipulacije, ne? Absolutno so, sej je res. A ne, ker tudi sam poznam, ne vem, poznal sem čevljarko, ki je zdaj ni več, a ne, ki je vse naredila za stranko in je, ja, sicer je pa mogla zapreti, no. Ok, ampak tukaj pa pride tudi, a veš, zvitost kot kača tudi, a ne, v tem smislu, oboje mora biti, po eni strani tukaj moramo obvladati vse različne tehnike in znanja, ki so povezana z delovanjem na trgu, ne. Ja. Ampak ne smemo pozabiti, da vsako firmo in vsako podjetje in vsako skupnost v bistvu krojijo, a ne, če ti si specialist tudi za razvoj strateških načrtov in to, ne. Ti veš, ne, tle načrti so lahko x-letni, 5-letni, 3-letni, kakršnikoli že, ne. Na unmo koncu, na tismo najbolj stabilnem koncu so pa vrednote. Ja. In v tiste vrednote je treba zaprmejt verjeti. In če direktor v tiste vrednote ne verjame, ja, in ekipa ne verjame, in so napisane na steno samo zato, da se strankam pokažemo, to niso vrednote, ne? Ampak če pa te vrednote so, potem bodo produkti in storitve navdihnjeni s tem in bodo izraz ene poštene ponudbe, poštenega predloga, ki izhaja iz tega zakaja, ki je potem ocenjen in neka cena je postavljena in seveda boš v poslu iskal maksimizacijo prihodka za, ne, ampak še zmeram boš skušal biti fair do svojega sogovornika in do trga, katerega nagovarjaš, ne? Ja. In meni se to ne zdi v konfliktu, ali se mogoče motim, ne vem, mi boš ti Matej povedal. Si želim tudi jaz tako razmišljati in se trudim, zavestno se trudim tako razmišljati, ampak mi je včasih zmanjka. Daj povej, kje si se ti učil teh, ker ti nisi tega, ti si kaj, kemijo si študiral? Ne? Ja, ne veš, moja zgodba je tako. Kje so bili ti tri tvoji faksi, tale filozofija na slovenskem, ne. Kemija pa še en je bil? Ti razložim. Meni je ata umrl pri 17 letih, ne. Doma smo se pač mogli na nov postaviti in zato sem dejansko jaz takoj, ko sem vstopil na faks, v bistvu moral v službo, ne. Tako da imam kar dolgo delovno dobo, ne, pri 18 letih, od 18 let naprej delam. Niti pa vsa priznana, ne? In vsa, prosim? Niti vsa priznana. Ja, kar priznana, ker sem full time delal, a veš, to niso bila študentska, ne, jaz sem mogel v službo. Torej, moj študij je bil v glavnem večeren, popoldanski, za zraven in sem pač, ne, prva stopna kemija, potem pa zato, ker sem imel res dobre šefe v teh različnih, sem imel srečo tudi v poslu, no, da sem zelo zgodaj iz te tehnike, je nek super šef moj videl, da imam sposobnost komuniciranja, da imam sposobnost stika s strankami in sem potem v tisti prvi fazi iz nekega laboratorija, kjer sem delal, začel obiskovati stranke. Kemijski laboratorij. V bistvu papirnica, laboratorija papirnice, ki je potem svetovala, a veš, ta laboratorij je delal produkte po meri različnih strank in pol si ti kot inženir, tehnik, moral neko formulo, neki nov izdelek prodati pač strankam, ki so bile kompleksne narave, ne, a veš, vedno odločevalci v teh business to business odnosih, to ni nikoli eden, ne, to imaš vedno kompleksno sceno ljudi, ne, od glavnega direktorja do marketinga, prodaje, tehnike, fabrike in tako naprej, ne. Tako da sem jaz sem pa hiter, nočem ti predolgo to zgodbo narediti, ampak, a veš, sem pa, firme so me potem pošiljale študirati in plačevale moj študij, ne. Ko se je moj potencial pokazal kot tržnik, sem bil hiter vodja prodaje,
pri 22 letih, potem pa vodja razvoja, pa marketinga. In pol si študiral tudi in pol sem študiral marketing v Atlanti, pa sem pač ta management in business administration. Ja, pol si tudi te stvari. Ja, vse to v... Formalno tudi. Formalno. Ja. In kater znanja recimo v tistih časih med 20 pa 30 najbrž si tega veliko delal, ali kaj so ti bila najmočnejša, katera spoznanja so ti bila tako? Mislim, imel sem tudi srečo, da sem pol izbiral, a veš, v Argentini smo imeli zelo dobro poslovno, imamo še zmeraj zelo dobro poslovno šolo, ki je odvisna od IESE-ja, te poslovne šole iz Španije. Ustanovila jo je skupnost Opus Dei, ampak je dejansko ena, poleg Harvarda, recimo res ena teh res top management schools, ne, v svetu. Po Južni Ameriki ima pa različne podružnice, ne, ker so potem samostojne, ampak v bistvu so vse narejene po tem šimlu, ne. In tam spet, kaj sem užival? No, mal očitno sem se zgledoval po Marku Kremžarju, ki je v vseh stvareh tudi v poslu videl služenje drugim in realizacijo socialnega krščanskega nauka, ne. In v teh šolah slučajno, čeprav ni bilo govora o veri, ne, ker ni bilo mesto za take stvari, je bila zelo močna ta prisotnost zavesti, da je potrebno, da so novodobni liderji družbe podjetniki, ne politiki in ne kulturniki. In da je od podjetnikov odvisno, kakšna bo družba. In so v bistvu v teh poslovnih šolah ne učili samo pač te, se veš, hardcore poslovne vede, čeprav sem užival v vseh teh. Meni je, veš, te poslovne šole učijo po case method, ne, po metodi primera. Ne. To mi je bilo fantastično. Da jih predeluješ različne primere iz življenja, ene so, a veš, tudi to... Uspešne in neuspešne. Meni je še zdaj čudno, mislim, sej ima univerza v Ljubljani, MBA pa to, ne. Ampak, ko sem videl, da se v poslu, a veš, jaz na dnu sem še zmeram pesnik, ne. In v tem smislu sem človek besede. In sem človek mogoče kdaj tudi malo naivno tega zakaja, ne, mislim. In me bo prej zanimalo, kako navdušiti ljudi, kakor pa recimo, ne vem, da je en kazalnik tak ali drugačen, ker se bo sam popravil, a ne, pomembni so ljudje, a ne. Ja. No, in ko sem inklevila v tem tipu vzgoje, res ti rečem, čutim še zmeraj, kako pomembno je bilo za mene to, da sem videl to celostnost liderja in tudi poslovnega vodje, ne, ki ni samo človek številk, tle še zmeraj vzgajamo ekonomiste, ne, teh mehkih znanosti, mehkih znanj, psihologije, pristopa do timskega dela, kako navdušiti človeka, kako vse to je po moje še v pomanjkanju v našem prostoru in jaz sem vedno upam, da se na tej fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu dejansko lotevajo posla na tak način, ne, izhajajoč seveda iz teh krščanskih vrednot, kjer imamo mi res neizčrpen zaklad, iz katerega lahko jemljemo tudi za svoje poslovno življenje, ne. In to me je zelo navdušilo, tako da v bistvu sem videl, da ni to, kot sem rekel, najprej se vidim kot pesnika, ne, in se vidim kot človeka besede, to se pravi, tudi če hočeš kakršenkoli odnos izpeljati, oziroma hočeš kakršnokoli strategijo razviti, ali pa vizijo, moraš biti dober v razvijanju misli, v pisanju, ne? Ja. Neke razumne povedi, a ne? In to mislim, da je neka moč, no? V artikulaciji. V artikulaciji, točno to. In seveda iz artikulacije pa potem tudi pride navduševanje, ne? Ja. Kje vidim svoje poslanstvo, je to, da skušam posredovati svojim sodelavcem, kjerkoli že sem, v firmi ali pa kje drugje, svoje navdušenje za naš zakaj in artikulacijo, zakaj je ta zakaj pomemben, ne? Oboje mora biti ta racionalni del, pa hkrati ta, če hočeš, ta duša, ne? Ker če te duše ni, je prazno naše življenje. Kot sem rekel, 80 let smo tle na tem svetu,
dajmo delati z navdušenjem za to, kar res zapolni naše najbolj notranje vrzeli. Se mi zdi, da si tako zelo lepo razložil, kako se Tone pesnik, pa Tone lider oziroma menedžer zlijeta v eno. No? Ampak me zanima za konec, a se tudi kdaj skregata te dva? Še posebno, ko se Tone zaskrbljenko, ki ga skrbijo številke in je po eni strani že, 10krat izkusil od Boga, da tako kot otroci pridejo na svet s štruco pod pazduho, tudi vsak sodelavec, ki pridejo v nek kolektiv, obogati ta kolektiv večkratno in prinese s sabo nove. Vzame, ne? Absolutno. In ko v tem spoznanju trdno verjamem v to, še zmeraj vse veš, te skrbi, kako bo. Ja. Kako bo. Zdaj, če vlagaš toliko v razvoj, pa nove, pa veš, ena stvar, ki me zelo skrbela je, mi se ne smemo zastarati, ne? Mi moramo skrbeti za naslednje generacije in na vsakem delovnem mestu bi morali mi odpreti še eno polovičko za ta mlajšo generacijo, ki bo danes ne samo se učila od nas, ker to je pase, ne? Mislim, pase, še zmeram naša generacija precej lahko da njim, ampak verjemimo, da oni dajo predvsem ogromno tudi nam. A veš, zdaj je v modi ta koncept reverse mentoringa, ne? Ko ta mladi vzgajajo ta stare, ker mi nismo več vešči teh različnih novodobnih, če hočeš, načinov komuniciranja, kot teh globalnih jezikovnih posebnosti, s katerimi živijo te nove generacije. In če hočemo mi oznanjati, moramo ta mlade imeti blizu, ne? Ena mojih vlog, pa naj se ne razume, dragi delodajalci, če to poslušate, zelo rad kofetkam. Ampak zakaj? Z različnimi mladimi ljudmi, moja vloga kot vodja je, da vsakega človeka postavim na pravo mesto. Da od vsakega vidim, kaj prinaša, kje je njegov potencial in kako lahko pripomore k zakaju. Ne? In to ne gre drugače kot skozi en globok pogovor in poslušanje. Ne? Zato si veliko časa vzamem tudi za tiste, recimo, mlade, ki pridejo, jih potrebujemo za določene nove vloge. Hočem vedeti, kaj ta človek prinaša, ker zagotovo nekaj dragocenega prinaša, za kar še nismo slišali oziroma vedeli. Nekje obstaja neka sinergija, nek potencial za sinergijo. Tako da mislim, da to res ta človeški vidik posla, ne samo, da ni zanemarljiv, je ključen. Ja. Presneto smo ljudje, nismo AI in mašine. A ne? In to bo vedno odlikovalo družbe. Hvala ti še posebej za tegale Toneta zaskrbljenkota. Res, tudi sam se prepoznam velikrat v tej vlogi, pa tukaj je res prostor za vero, no? In tudi tiste ljudi občudujem, ki grejo v veri, da bo poskrbljeno, če bojo odgovarjali na pravi zakaj. A veš, in ta vera, to je pa tista vera pa rodi tisto pristno krščansko korajžo, ne? Ja. Ker veš, da ni vse od tebe odvisno na koncu, dejansko nič, ti si sam orodje in ne rečem to zdaj spet nekako, poetično, ampak res mislim tako, da mi naredimo, kar se da, pa moramo res zaupati, da on dela preko nas. Hvala, Tone. Hvala tebi, mi je bilo vesele.